Reka Ledava se po 71 kilometrih počasnega toka v Murski šumi ob državni meji z Madžarsko, kjer mrgoli brnečih žuželk, izliva v reko Muro. Če ju med seboj primerjamo, ugotovimo, da tečeta bolj ali manj vzporedno skozi slikovito krajino Prekmurja. Pretežno suha krajina pa na videz močno cveti in brsti. Njeno živahno podobo zaznamujejo čudovite barve sonca in številni prebivalci neba. Ne moš verjeti, kako so nadležni, no. Lega, se mi zdi, da me vse srbi od njih. Ti pa ne, da te komari nadlegujejo, Ma lega, si tako pameten, evo ti ga, pa še tleva še enega. Čak, da fotografiram, no, v miru. S tem v travi prej bi mogel videti, kako prav gomazijo te golazni. Se mi zdi, da imajo tle domačini cel kup enega dela s temi kačami, pa komari, pa ne vem čim. Samo v bistvu pa to je super pokazatelj, da je v bistvu ekosistem že zelo neokrnjen, ne? Sam poglej, tega si mi pa kar razmazala tle po srajci, vidiš? No, se boš uprav. Pazi, da noš na kačo stopila, lej ta Matej, si nor, kje? Deja, tu me heca še kaj. Rep sem videl. Ma si smohan. Kaj si mi sploh govoril? Vsaj nič ne bo ugriznil. Aha, dober dan. Dober dan. Dober dan. Jaz pa skačem gor, ka me je strah kač. Daj, nehaj, kač. Ja. Se pa veš, da se neznansko bojijo ljudi. In jo brž popihajo, seveda. Upam. Tole je najbolj malo čuden zgledal, ne? Sam nič ne delava tacga, ne skrunova rečne krajine. Tako da v bistvu raziskujeva. Jaz delam fotografije za internet stran, za Slovenski vodni krog. Ana pa dela za inštitut monitoring vodnih sistemov. Ja, vmes pa si delava, ima družbo, ne, da nama ni dolg cajt. Jaz pa pravkar opazujem ptice v tej lepi, prelepi pokrajini in me kar veseli, da najdem tudi kakšne druge somišljenike, ki z vedoželjnostjo raziskujejo to neokrnjeno pokrajino. Lepo, da smo se najdeli, ne? A ste našli že danes, ste videli kakšnega zanimivega ptička? Ja, prav ko poslušam tule rumene strnade, sicer pa nas obdaja sama narava, na eni strani Murska šuma, na drugi strani potok Ledava, vlažni travniki in to je pravi raj za ptiče. Torej v tem gozdu najdemo resnično vse. Najdemo, seveda najprej bi izpostavil črno štorkljo, ki je dokaj eksotična ptica za naše kraje. Veliko je gozdnih ptic, detlov, žoln, ptic pevk, ujed, sov, skratka vse, kar si lahko predstavljate. V Murski šumi in okolici gnezdi 110 vrst ptic. 110? Ja. Pa kdo bi si No, midva so mislil? pa že mislila, da so sam komari pa kače. Skoraj res, ja. Kje pa razen tega je tudi Murska šuma, porečje Ledave in tale Koklin kljun, ki predstavlja zaključek Slovenije, na eni strani obdan z Mura, na drugi z Ledavo in vmes Murska šuma. Prištevamo tudi med pomembna območja za ptice in so pod posebnim varstvom Evropske unije. Krasno, nam to lahko kaj pokažete? Ja, seveda, dajmo. No, pa pojmo. Pa ne se bati kač. Si jih sigurno ni? Se ne bojiš, ne pičijo. A? Se ne bojiš, ne pičijo. V
V neokrnjenem ekosistemu ima vsaka stvar, vsako bitje svoje mesto in tu narava sama skrbi za naravno ravnovesje. Čeprav ni vedno lahko. Kaj se je zgodilo? A je bil radoveden, misliš, pa je čmoknil? Lej, sem tukaj pa ima poškodbo. A pa nima še mogoče, izraščenega perja, tako kot je treba, ne? Ker je mladič, ne? To je tudi možno, ker na tej strani ima enako, ne? Kjera vrsta je to? Vijeglavka. Vijeglavka? Ja. A se to kot glavce obrača? Ja. A res smo po temu imeli? Ja, obrne glavo za več kot 180 stopinj, ne? Lega, kako je radoveden. Kaj bomo zdaj z njim? Ne vem. Tu nikoli nisem dovolj pameten, kaj narediti, veš. A prepustiš selekcijo naravi, tako je ti treba, ali pa ga rešuješ, ne? Ker, veš, to je zmeraj dilema, ne? Saj ne samo moja, tudi vsakega drugega, ne? Ker v bistvu vsako tako situacijo jemljemo zelo čustveno, ne? Ja. Življenje v naravi je pa kruto, ne? To je borba za preživetje. Tako? Ja. Ne morate vse vzeti? Ja, tako. A ti si za to, da ga spustimo? Jaz sem za to, da ga spustimo. No, pa ga spustimo. Pet, ptiček, pet! Ga damo tu bolj v grm, da se lahko skrije. Takole pa smo prispeli na najlepšo slovensko mrtvico. Muriša se imenuje. Muriša? Muriša, kako lepo. reka Mura. V bistvu je to resnično biser slovenske pokrajine. Za to Murišo, za mrtvico, se nahajajo intenzivno obdelane njive, potem se nahajajo močvirski travniki in tako pokrajina preide v gozd. Torej, habitati se čudovito prelivajo iz gozdne pokrajine močvirskih travnikov do samega močvirja in na severni strani se skupaj omejuje v bistvu reka Ledava oziroma potok Ledava. In če je pokrajina, če je habitat tako raznolik, so temu primerno raznolike tudi živalske in rastlinske vrste, ki tu živijo. Torej, v tej mrtvici, sicer vodostaj pravkar precej nizek, uspevajo zelo avtohtone rastline, mogoče jih druge v Sloveniji sploh ne najdemo kot tule, kot recimo plavajoča vodna praprot, vodna leča, žabišek in podobne. Veliko je trstnic, ptic, ki so tudi redke. Med najredkejše v Sloveniji, ki jih najdemo mogoče izključno na tem mestu, spada trstni sternad in čaplica, ki je značilna potem, da se ponoči oglaša kot oddaljeno pasje lajanje. Adej, čaplica. Čaplica. Je pa blizu. To je zelo skrivnostna ptica, ne, ki jo zelo redko vidiš, ne, kvečemo takrat, ko se spreleti iz grmičevja oziroma iz trsa na trs. In to glasno petje v ozadju je pa petje rakarja. Rakar? Ja. Pravkar, to, kar slišimo. To je. Tako, to je največja naša trsnica, torej ptica, ki živi izključno v trstičju. V glavnem se posluša tukaj, ne? Ja, tako je. Lepo je, no, res hvala. Prekmurje je najbolj severovzhodna pokrajina Slovenije. Ozemlje, ki meji na Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, leži severno od reke Mure, ki ga delimo na gričevna cvet imenovan Goričko ter na Ravensko in Dolinsko. Južni del je raven, ker se je v preteklosti na tem mestu nahajalo Panonsko morje. Posledica tega je rodovitna prst, ki je pripomogla k razvoju kmetijstva.
Panonsko krajino tako zaznamujejo različni pasovi rodovitne zemlje, gozdnatih površin in neokrnjenih močvirij, ki nudijo idilično podobo regije. Sedela, kar? Jaz bi pa malo, da smo dovolj te hoje po tem soncu. Kaj boljš, komarji ali vročina? Vročina. Zdaj, ko veš, da delam internet stran, ne? Mi lahko pomagaš najti izliv leda. Ali to preveč za zahtevati? Bova našla. Pa ne smeš pozabiti na te svoje vidre, tako da zdaj bod kar lepo previden, češ kje zavohal ribje olje. Pa če vohaš ribje olje, pomeni, da so zraven vidreki, kjer so pa vidreki, so pa tudi vidre zraven. Se hecaš, ne? Malo. Zakaj? Ja, vidiš stran, pa ostane kaj? Ja kaj, če daš vi stran, ostane drek, ne? Pa, ja no, nimajo vidre tudi pravice do tega, lega si hecen. Hotel sem te slišati, ker rečeš drek. Sploh pa po vidrekih lahko zelo fino določiš stanje reke, veš. Ka večinoma vsebujejo ribje luske, pa vretenca, pa imaš ostanke rakovih okončin, pa oklepov, pa imaš ostanke v kosti dvoživk, pa imaš ostanke kosti papirja ptičev, pa kakšne dlake manjših sesalcev, pa imaš kožo plazivcev, pa imaš hitinske dele žuželk, pa imaš rastlinske ostanke, tega je cel kup. Vse to imajo vidreki, vse to? Ja, seveda, kaj pa? To pa še v enciklopediji napiše, ker si zdaj lepo povedala. Boš napisala pol kakšen tekst za internet. Ja, kaj še, no. Zraven fotk. Veš kaj, to bomo pa lepo videli, koliko boš priden, ker tako ti ne bom čisto nič pisala. Pa to ne moč verjeti, ti vidiš, da ni ene same samcate senčke. Jaz sem slekel, veš, ti pa kakor češ. Ja, jaz sem tudi, če ne me bo skuhalo. Aha, vidiš, tlele greva lahko dol. Ne daš kozarček? Ne, zamašek. No, da vidimo zdaj. 6. Kdo bi si mislil? Kako 6? 6 ima peha. Tista se je lahko upala. Ja, mogoče kaj zaradi blata tako zgleda malo. Bom jaz spet naprej, da ti stolčem. Veš kaj, ledava, ki odvaja vodo iz terciarnega Goričkega, v bistvu tvori skupaj s Čavnico glavni pritok reke Mure. Čavnico? Pa prav zaradi prevlade teh nepropustnih tal je v bistvu gostota vodnega omrežja nekaterih pretokov ledave dosti večja od povprečja. Sama globina reke je pa zelo nizka. V povprečju nima več kot 1 meter, po mojem. Je pa ogromno mulja, ki se pol useda na dno pa med vajevi. Ja, pa veš, kaj je zanimivo, ko če tako pogledaš, Ledavo je v bistvu zelo skromna reka. Ampak ti bi mogel videti v času poplav, kako to zna narast. To se razliva levo, desno. V bistvu cela ravan prelita s tako umazano blatno vodo. Tako bolj na vlažnih predeljih ob Ledavi, ne, pa najdeš čudovite travnike, pa še celo gostje je v hranu. Krasno. Daj lahko pridem na inštitut delati.
Lega, pa prej sem ti to v hecu rekla, no, daj ti rajš to svojo knjigo enkrat že zdaj, če ne bo mislila, da so to vse skupaj sami izgovori, da si lahko z mano. Sem ti že povedal, da ne bom knjige izdal, zato ker je fotk preveč. Dej, skozi sami Pa ti izgovori. zber 100 od 5000, pa vse dobre. Moram, sodobno tehnologijo treba izkoristiti, ne? Bež. Ni druge, veš. Glej to, no. Ko pa je to rumeno čudo, le? Kaj da bi te gor nesel, namaz da bi v vodi pristal, Zgleda kot ena raketa. Greja probat to, ne? Da? Dobro, veš kaj, glede na vročino naj ti bo, jaz sem vseeno malo skeptična. To zgleda kot da ti v nebo odnese, no? Ja. Ma nič bat, jaz grem probat, greš ti z mano. Ne, jaz pa ne grem ti 5-krat sam. Daj mi fotoaparat, ker če drugega ne mi bo kopalke tle odneslo. To bo res zdaj s filmsko brzino, tako da se kar pripravi. 5, no, da bova čim prej šla naprej. Ajde, sem Pa takoj. pazi se, no! Moj prijatelj šel glih kar zdaj na to rumeno raketo. Mene zanima, a ga bo res kam med zvezde izstrelilo ali ga bom še dobila nazaj. No, definitivno vsak pride dol, ne? Pride? Ja, seveda. Je raketni štart, potem se vam odpre loputa in seveda 360 stopinjski obrat navzdol. Tako da dol pride vsak. Pa tale voda me zanima, kako to, da je tako temna? Ja, ta voda dejansko izvira iz 1400 metrov izpod površine. Pomešana je z nafto, zato tudi ti blagodejni učinki, ki vplivajo na sprostitev in seveda na zdravstvene težave z kožo, revmatizmom. Ima tudi druge zdravilne učinke, katere še raziskujemo. Dejansko pa, tako kot pride na površje, pa imajo kopalci tudi na razpolago v bazenu. Na videz suha področja Prekmurja so bila nekoč ob večjih padavinah značilno poplavljena. V okolici Murske Sobote so leta 1850 zgradili razbremenilni prekop med Ledavo in Krko ter izliv Ledave speljali v Muro. Kljub temu je med poplavo novembra leta 1925 voda v mestu dosegla višino 1,20 centimetrov. Ti veš, da po temle raketnem pospešku, ko sem ga zdajle doživel, da si prav predstavljam lahko, kako vodno moč poplave v bistvu. Kad tlele voda prleti po tej strugi, razumeš? Či si predstavljam, čist. Sam je pa res, da je skoraj prazna zdajle suha, ne? Ja, tako je, sam je pa dobra primerjava, ja. Ampak veš, da ko so zgradili ta prekop, so v bistvu tik po otvoritvi rešili Mursko Soboto pred poplavami. Tako v bistvu, ko prihrumi vsa ta voda, ne vidiš, te dve zapornici se spustita dol in se v bistvu ta ogromna masa te deroče vode v bistvu preusmeri v suh kanal, tako da se ta glavna struga razbremeni in se vse v to pomožno preusmeri. Pol pa sam... Pa še en gumijaš čovn odflikneva, pa malo raketni Ja, rafting. dej, ne biti pameten. Raketni rafting. Bi te rada videla, veš kaj, ko bi tle vse hrumelo, ne bi ti jafan guncev tle naokrog. Na prehodu iz spodnjega v srednji pliocen je vulkansko delovanje izoblikovalo hribovit relief Goričkega. Glede na tok struge reke Ledave se njen izvir nahaja v jedru te hribčaste pokrajine. S svojimi pritoki, ki tečejo od severa proti jugu, tako odmaka največji del na površju Goričkega. Vidiš, Ledavsko jezero v bistvu leži na območju Ropoče, to sta dve vasi, Ropoča pa Krašči, v krajinskem parku Goričko. In kar je hecno, da potem domačini dostikrat rečejo kar Kraško jezero. Veš, pa pride do nesporazumov, ker nepoznavalci mislijo, da gre tle dejansko za neko jezero z značilnimi kraškimi pojavi, kar pa definitivno ni res. Kakor jaz vem, je jezero nastalo zaradi potrebe po regulaciji struge reke Ledave, ker je v spodnjem toku blazno poplavljalo, na Ravanskem pa Dolinskem. V Murski Soboti je bilo pa do pol metra vode lahko, ne? In to je nastalo koncem 70-ih let. O ja? Ja. Super. Dej, a greva naprej, ko me čaka kolegica tam ob jezeru. Stanka, živijo, to
močna kot zmeri, a? Živijo. Aj, mogoče Kristjan, ki je tle. Tam nekje od zadaj se skriva. A res? No, pa ga grem pa jaz kar pozdraviti. Aj, prav, to je moj prijatelj Rok, bosta videla skupaj. Ja, se že znajdla, ne? Tole jezero je nastalo na močvirnih travnikih, kjer so zajezili ledavo, ki je kot hudournik vsako leto v neurju prenašala veliko vode v mesto Murska Sobota in ga tudi poplavila do 1 meter visoko. In potem so hidrotehniki nekako odločili, da bo nastal vodni zadrževalnik, se pravi tole Ledavsko jezero, ki je bilo v začetku projektirano nekje na 100 hektarjev veliko površino. Prvotni namen je bil najprej obramba pred poplavami. Seveda se je potem narava takoj naselila, takoj so prišli tudi ptice, so prišli ribiči, so prinesli ribe. Začelo se razmišljati o razvoju turističnem, ljudje so se prihajali kopati, voda je bila v začetku čista. Ampak kmalu zatem se je razvoj začel dogajati tudi više nad jezerom in začele so prihajati tudi odplake v to jezero. In ta trenutek, ta voda ni primerna najbolj za kopanje. Kaj pa je pol potrebno storiti konkretno, da bi se ljudje vrnili pa kopali tukaj spet? Najprej bo treba urediti spet ravnovesje v tem jezeru, ki je zelo labilno, zato ker je pretok poleti vseeno premajhen skozi to široko razlito in plitko jezero, ki ima tudi zelo veliko mulja na svojem dnu. Na severnem delu, kjer se je pa razvilo krasno belo vrbovje kot najbolj ogrožen življenjski habitat v Evropi nasploh, pa želimo varovati še naprej za naravo samo in seveda razvijati turizem, bi se reklo ptičji turizem, ptičeslovni turizem, ki pridobiva na pomenu, ker veliko ljudi potuje že sedaj na destinacije, ker se najde, sreča, vidi, opazuje lahko veliko število ptic. In tukaj jih je kar precej. Kaj sem jaz slišala, da baje obstaja 44 vrst kačjih pastirjev, je to res? Ja, to je res. No, pravzaprav je 44 vrst odkritih tukaj. Po vsej verjetnosti je pa še kakšna vrsta, 2 ali pa 3 več kot tukaj. To si sploh ne morem predstavljati. No, razen kačjih pastirjev, razen ptičev, so našli tle svoj dom tudi dvoživke, predvsem krstače. Ta del, oziroma to jezero, je najpomembnejša točka na celotnem Goričkem, predvsem za krstače. Kaj pa je s tem zaraščenim delom? A gre to še zmeraj domačinom tako v nos? Ja, nažalost še zmeraj, ampak jaz menim, da je to tudi malo naša napaka, kajti mislim, da bomo lahko v prihodnosti pripomogli k temu, da bodo domačini to zaraščenje sprejeli. Kajti to zaraščenje ni samo dom živalim, to zaraščenje tudi pomeni boljšo kvaliteto vode. Kajti če ne bi bilo rogozovja, če ne bi bilo teh belih vrb, bi tudi kvaliteta voda bila še slabša, kot je v tem trenutku. Seveda. Res imaš lepo tlele, no. Za samo območje severno od Ledavskega jezera imajo domačini svojo besedo – Džurdan. Močno zaraščeno je jezero ujeto med travnike, njive in gozdove, tako kot reka, ki svoj izvir skriva še nekaj kilometrov stran. No, pa sva, vidiš. Sam veš, kaj ti povem, meni je bilo super, ampak tega pešačenja v tej vročini imam pa tle gor. Hvala Bogu, da je res tako. Mislim, če nič drugega, vsaj vem, ki je uradno izvir Ledave. Sram te bot. Mene? Zakaj pa mene? Mislim si pa ti tudi no. En ekolog mi je res zatrjeval, da je to v Sloveniji. No, pa kaj imam jaz veze s tem? To ti kar vsakmu verjameš. Ne, sam brez heca, monitoring je res zlata vreden. Veš, ka teorija marsikaj prinese, pa ti prideš tako na teren, pa vidiš, da je stanje rečne krajine čisto drugo kot na papirju. Drugače pa takole. Tale strugica tle v Avstriji je dolga v bistvu slabih 8 kilometrov, izvira pa tako tam sred gozda, tako da se ji reče kar gozdni potoček, imenovan Limbach. Tako je to. Čeprav oni zliv Muro je kar precej široko primerjavi s tem potočkom, ne? Razlika je, ja. Vidiš, kako gre to. Pa tista goščava, vse te gomazeče prikazne. To mi pa sploh ne govori, ker smisel se mi zmeša.
Še dobro sva jo odnesla, ne? S komarjem, ben ni popikan, ne? Čakaj, dajva se malo spočiti, pol pa jaz na hitro sam še skočim narediti test, da primerjam pH vrednost začetka pa konca, pol pa nazaj. A prav? Kar se mene tiče, super. Ah.